Edino, kar mi še vedno manjka, pa kar sva rekla že 2 leti nazaj, tega pa še niso upoštevali. No, tlele v MTB poligonu Šumberk, ki mimogrede hint, to bo naslednji video za kopami. Se javljam še nekaj, ker moram par stvari povedati glede tega videa, ki ga boste zdaj gledali. Se pravi, Bike Park Kope. Ko sva midva šla tja voziti letos, je bila otvoritev sezone in ja, pač tako pozno se objavila, 2 meseca kasneje še več. In takrat so imeli 3 nove traile, ki jih bom seveda tle spisal. To je prevzel Bad Crew in so se ful resen lotili tega in ko sva šla tja in ko sva tam vozila, sva bila seveda ponovno spet presenečena, ko so marsikaj updatali, ne samo trailov, ampak tudi tam unih poslopi in vsega. V videu sem tudi komentiral, da je bilo ful hudo, če bi še kakšen trail zraven dal, še kakšnega rdečega, črnega, skoke pa tako naprej, pa tisto, kar je bilo včasih, a ne? In little did I know, kaj vse se bo zgodilo v naslednjih 2 mesecih, se pravi od najnega snemanja do danes, ko to gledate. Tako da sem res pozitivno presenečen, kva vse imaš zdaj tam, več kot 8 trailov ali 8 trailov. In kaj imajo še vse načrt narediti z Bike Parkom Kope. Se pravi, to je ziher ena lokacija, ki se splača spremljati, kaj se bo v prihodnosti dogajalo, ker obeti so dobre. Če bom našel posnetek, ko je bil komentar minuta za vikend v Kopah in je mini kratek intervjuček imel z Bad Crewom, kaj so vse cilji. Dolgoročni načrt je pa razvoj enega izmed večjih evropskih parkov. To je bila samo uvertura v video, tako da Kope it is. Kot vedno, like, share and subscribe, ker bova seveda zelo vesela. 2 celodnevni karti za Bike Park. Kartice vam od zdaj naprej ostanejo, pa si vedno na iste nalage. Aha, Lahko si ok. za smučanje ali pa za bike. Ja, izvolite. Hvala, dio. Ne, to smo rekli, ne? Evo, welcome back, ladies and gentlemen. Očitno je letošnja tema 2.0. Greva posod še enkrat, tako da zdaj smo na Kopah. Danes je otvoritev, kdaj boste to gledali, ne vem, verjetno malo kasneje, ker se počasi objavljava. Ampak Bad Crew je začel preurejati traile na Kopah in mi smo prišli pogledati, kaj je novega. In tole je že en nov trail, ki je žal že zelo zvožen, zaradi tega, ker, oziroma zvožen, pač kolesnice malo, kako se temu reče. Zaradi tega, ker je včeraj dežval na poln in so prestavili otvoritev na danes. In je, ja, ni vse utrjen. Imajo še veliko za zrihtati, zaradi tega, ker zaenkrat so naredili 2 novi progi, oziroma pravijo, da imajo 3, jaz temu rečem bolj 2, ker končni del se boš vedno po isti zapeljati. Ampak imaš rumeno in zeleno, ne rumeno, ko govorim, modro in zeleno progo. Tako da danes imamo bolj turistično in kot vedno. Edino, kar mi še vedno manjka, pa kar sva rekla že 2 leti nazaj, tega pa še niso upoštevali. Če bi še en bazen imeli tle, pa bi imeli pa vse. Žičnica je še kar ista, kot 2 leti nazaj. Ti, vreme se je pa kar naredil, a ne? Vreme se je naredil.
Ana, dobro si šla, ej. Pa kao zaspana neki. To je bila pa luštna zdajle. Koliko bi dolg? Zelo lepo narejeno, zelo lepo narejeno. Pač vreme je malo zasrov, zdaj morajo skozi sprot popravljati, tako da bi rabili uno napravco. A veš, tle, ko so v lani, to je bilo vse pesek, zdaj so pa nasuli zemljo. Res je. Ja, sej, če profesionalc pride to delati. Ampak ja, v vsakem primeru, v glavnem Green Ferry, ali kakorkoli se temu reče, zelena vila, lušten trail, mislim, mi je bil všeč. Ja, zdaj pa še drugo, kar je še ostalo, modra vila, pa se pa to dvoje fjakamo. Da ne bom rabil govoriti na koncu, da vam zdaj vse povem, se pravi, ta trenutek, v letu 2024, julija, imajo na bike parku kope, oziroma na kopah, 3 traile, Green Ferry, Blue Ferry, se mi zdi, da se reče, pa Pungard Flow, 2 zeleni in 1 modro. Se nadejam, da bo še marsikaj tle narejen, ta jump linija, pa flow linija, se pravi, vsaj še 2 bi bilo lušten. Ja, tako kot si rekla, placa je pa ogromen, koliko se bojo lotili. Tako kot kanal počasi raste, tudi najne stvari, ki jih počneva, kako ne temu rečemo, se pravi, zdaj ima lahko tudi kdor hoče, lahko dobi tako. Dobite en tak spominek. O, cute. Desno. No, še en plus tam jaz tlele bike parku Kope. Poleg tega, da v karti dobiš Dunajca, ne dobiš povsod Laškega Malta. Zdaj tja do vrha. No, evo, še eno stvar sem se spomnil, na Rogli je zelo hitro bila žičenca, tle pa zdaj evo smo praktično od štarta šele kakšno minuto, rečemo minuto zraven, štartali smo 13:10, da vidimo, koliko minut se furaš tle gor. Drugače pa oni majstri, ki ste se drli žičence, ja, slišali smo vaju, tako da hvala. Jaz sem skoraj s proge zavila. A ja? Ja. No, majstri, to je to. Overall sem slišal koga kaj komentirati, ampak nama je prav fajn. Ko bo imel pa še tiste ostale traile, ki so jih omenjala, narejene, bo pa čista bomba. Kaj pa kaj šimfanje? Ja, pošimfi kaj, ne vem, kam imaš za pošimfati. A ja, no, razen mogoče žičanca rabiš 17 minut, da priješ do gor. A še kaj za pošimfati? Ne, niti ne, zato ker vem, da bo vsako leto bolje. Dobro, ste zrihtali.
Čakaj še. 23 ali pa 24. Baja je rekel, da se je sam tako zabal, pa sem šel. Kaj, gor je prstala, sta ga pozabljala. Gor je pristal nekako. Temu se je že malo dali ime Enterprise. Čakaj, to bomo poslušali. Vse je posnet, vse snimam. Hvala, adijo.